Filmi so del kulturne identitete in v bistvu to je nekaj, kar res moramo ohraniti. Mislim, restauriranje filmov je potrebno, ker pač to naša kulturna dediščina, tako kot veliko teh stvari, ki jih že izvajamo kot ohranjanje restauracije. Film je pa relativno nov medij in se je to še praktično le par let nazaj začelo resno delati. Raziskave so pokazale, da je več kot 90% nemih filmov, ki so nastali do leta 1929, izgubljeno za vedno, torej so razpadli. Isto se je zgodilo z več kot 50% zvočnih filmov, ki so nastali do leta 1954. Filmski materiali, zlasti iz tega obdobja, se pravi, govorimo iz 60., 70., 80. let, so bili snemani na acetatni filmski trak, ki ima nažalost to značilnost, da še posebej, če je slabše shranjen, začne v bistvu dosti bolj hitro propadati. Filmi ne propadajo enako časovno, ampak v bistvu ogromno časa stojijo pri miru in v bistvu počasi grejo proti svojemu koncu, da bi v bistvu pol proti koncu ta krivulja propadanja zelo hitro nekako začela delovati. Mi se nahajamo zdaj v tem zadnjem obdobju. Pri acetatnih filmih je to malo bolj problematično, ker začne v bistvu izgubljati molekule in se pri tem začnejo izgubljati barvne informacije. Končamo v bistvu pri tem, da je film postane tak rdečkast in seveda pri restauriranju je treba vse to popraviti in povrniti pač filmu izvorni izgled. Ja, restauriranje filmov je nujno, to so prav to že povedali tudi drugi, to vemo, da filmski analogni, filmski trak sčasoma zgublja na kvaliteti. Sami veste, če imate doma kakšne fotografije barvne, so v albumu ali niso v albumu in zdaj gledate in vidite, da so vse nekako rdečkaste, nimajo kontrasta, nimajo več pravih barv. Zdaj si po spominu imate prav to občutek, da bi to moralo biti bolj barvno, ampak zdaj gledate tako sliko kot je in zdaj veste, da se je nekaj zgodilo s to fotografijo. To se dogaja tudi na teh filmih in zato je te filme potrebno čim prej digitalizirati, to pomeni skenirati z visoko resolucijo, imeti vsaj spravljene skenirane materiale in kasneje jih tudi restaurirati. Jaz ne bi rekla, da je restauracija filmov nujna, je pa digitalizacija obvezna. To je pa zato, da ohranimo v bistvu čim več dediščine, ki pač nam je ostalo. Da se zdaj, kaj še material, recimo, da v dobrem stanju, da se ga čim prej spravi v neko digitalno obliko, da je pol pripravljen, tudi če bomo čez leta se spravili v restauracijo samo, ampak samo toliko, da se ohrani v takšnem stanju, ki je zdaj, ki jaz mislim, da je še v relativno dobrem. Ja, digitalna restauracija je danes nujno potrebna, ker drugače se filmi ne morejo predvajati. Ne morejo se predvajati ne na televiziji, ker ima zdaj že to HD tehnologijo, ne morejo se predvajati tako rekoč nikjer. Celo niti ne v kinu, ker pač ni več 35 mm kopij in se pravi, da vsak film potrebuje digitalno verzijo. Seveda digitalno verzijo, ki je primerna, kajti vse kopije, ki smo jih imeli 35 mm, so tudi bile že uničene, še posebej barvne kopije iz 80. let. Tukaj vidimo veliko razliko, kako so še ohranjeni naprimer črno-beli filmi iz 60. let ali kako so že uničeni filmi iz 80. let, barvni filmi. Tak je naprimer Nasvidenje v naslednji vojni, ko nismo imeli več primerne kopije, že ko smo gledali v Slovenski kinoteki, ki je še edini prostor, muzejski prostor, kjer naj bi se vrteli 35 mm filmi, se pravi filmi na traku, je bila kopija popolnoma rdeča. Se pravi, da pravzaprav ta film bi postal neviden, ne bi se mogel vrteti takšen, kot je bil ne v kinoteki, kaj šele na televiziji in na ostalih medijih. Bitka s časom je pa definitivno vsi arhivi v svetu trenutno tekmujejo prav s časom. Če ne na ta način, da grejo v popolno restauracijo, pa vsaj na ta način, da digitalizirajo gradivo. Iz mojega pogleda vsaka taka restauracija oziroma tak poseg, ki ga izvajamo, je sestavljen iz 3 delov.
En del je to, da mi stvari prezerviramo. To se pravi, prezerviramo pred propadom. Potem je restavracija. Restavracija je tisto, kar je posledica staranja časa. To se pravi, vsi artefakti, ki so nastali na filmu, ki so posledica staranja. Posledica staranja so, pri sliki je to neka emulzija, filmi ratajo rdeči. Pri zvoku sicer ni to staranje očitno, ampak je pa lahko, recimo, če je bila kopija velikokrat predvajana, če imamo samo kopijo, so to neke smeti na traku, to se pravi ponovadi poki, praskanje, pa take stvari. To se pravi, da je nekaj nastalo s časom. To so stvari, ki jih potem v tej fazi odstranimo, če se jih da. Potem je pa še mastering, to je pa ta faza, ki pač to očiščeno verzijo priredimo za nove medije. Vsak projekt seveda ima svoje izzive, zaradi tega tudi pristop naš ni vedno isti. V tem konkretnem primeru je cilj ta, da v bistvu film, končan restauriran film, doseže čim širšo publiko in da je seveda pač izkušnja ob ogledu za gledalca čim bolj pozitivna. Da bi to, ko poskeniramo filmski negativ, vrnil v to stanje, je potrebno pogledati vse filmske kopije. Filmske kopije za slovenske filme so pa v slabem stanju, kar pomeni, da poprečno število kopij, katere ima slovenski film, je tam nekje 6 do 7. In recimo prav za ta film Naselje v naslednji vojni imamo, meni se zdi, 9 kopij, od katerih je 8 rdečih in 1 zlato-rumena. Da bi v bistvu ugotovili, kako je film izgledal v tistem času, če nimamo kopij, je edini način, da govorimo z ljudmi, ki so sodelovali pri nastajanju teh del. Če so oni živi, če se v bistvu spomnijo teh stvari, lahko te stvari uredimo normalno. Večina primerov je to, da niso več živi, nažalost niso več živi niti snemalci, niti režiserji. Zato moramo pridobiti razno literaturo in še kakšne poznane, ki so sodelovali pri filmu. Tako vprašam, da še kakšnega drugega, ki je bil igralec ali je bil kakorkoli vprašan. V tem primeru sem Metoda Pevca povprašal, ker je bil pač pri filmu kot glavni igralec in je vedel o tem, je znal tudi povedati malo več stvari še, kaj so počeli in kako se je to snemanje izvajalo. Pogledam, kaj je, če se da, zanaliziram sliko, preverim, pač prvo malo pregledam material, kako se kaj slika obnaša z določenimi nastavitvami, potem pač počistam, te praske, kakšne kocine, tako. In pol je v bistvu pripravljen naprej za barvno korekcijo. Splošni izzivi pri takih projektih so seveda zbiranje oziroma izkopavanje dovolj materiala in informacij o samem ozadju produkcije filma, kar seveda omogoči oziroma vzpostavi nekakšno podlago, na kateri pač se dela potem te odločitve. Drugi splošni izziv je iz tehničnega vidika, se pravi, kako v bistvu dobiti najboljšo sliko in tudi ton iz materialov, ki so nam na voljo. Jaz mislim, da pri tem projektu največji izziv še pride, ko bo zvok, pa mogoče v bistvu barvna korekcija, ker so noro dolgi kadri, tako ena rola vem, da ima tako 20 kadrov, ker so tudi po 2 minuti dolg kadri. In v bistvu to moraš ful paziti, kje nastaviš barvo, ker ne moreš delati rezov, ker pač to je vse pa že poseg v avtorsko delo. Je pa to, da sem seveda tudi dobro poznal direktorja fotografije, Pintarja. Vedel sem, da je vedno kaj novega želel delati, pa da je tako malo bil inovativen zelo. In pri tem filmu se je lotil res enih takih bolj problematičnih stvari, s tem, da je uvedel notri snemanje, da je pred kamero, pred objektiv je postavil eno posebno steklo, ki ga je malo tudi zatemnil, da je zakadil prav gotovo svečo malo, in potem ga je dal po določen kot in še v to steklo je še usmeril ponavadi luč notri eno. In s tem je dobil sliko mehkejšo, dobil eno tako kot dvojno, tako mehko sliko in še v tem vsem notri v tem steklu, ker je bil pod 45 stopinj obrnen,
se je gor reflektiralo nebo ali drevesa, ki so bila nad njim. Tako da je s tem dosegel eno nekaj posebnega, zato me je tudi to zanimalo, kaj se da na tem narediti. Tudi seveda skoraj vsi kadri so nekako zadimljeni, je dosti uporabljalo dosti dima in seveda ta dim enkrat ga je bilo več, enkrat manj. In tudi seveda pri tem steklu se je zdaj zelo obnašalo drugače, ker če je bila slika zelo svetlo, če je bilo, se je drugače obnašalo kot pri temnejših scenah, ne. In če je dim, je v bistvu nekaj, kar ni konstantno in se pol vidi, ne. Pač, če ti si tam nekaj spucal, se vidi, odvzameš mu zrno, pač kakšen artefakt rata. Tako da je bilo treba dosti stvari ročno pol čez. Ni toliko avtomatika prišla v poštev pri tem filmu. Restavriramo pa ne samo zato, da zgolj omogočimo, da se to predvaja. V bistvu naše delo je, da poleg tega dela predstavimo tudi samo zgodbo nastajanja tega dela. Predstavimo v bistvu, zakaj je to delo pomembno v slovenski filmografiji in gledalce seznanimo s tem, kam seveda spada v zgodbo slovenske filmografije in zakaj je to pomembno, ne. Mene pa najbrž tudi moje kolege ljudje pogosto sprašujejo, kje pa jaz lahko pogledam ta pa ta, recimo, slovenski film. Kaj naj odgovorim? Pač v Slovenskem filmskem arhivu, ne. Ne vem točno, na kateri polici je zložen, ampak vidiš lahko samo škatlo. Film pa žal trenutno ne moreš videti in je vprašanje, kdaj ga boš lahko videl. Najbrž, ko bo restavriran, če bo restavriran, ko bo digitaliziran, če se mu bo to seveda res zgodilo. Ne vem, dolgo časa smo pač verjeli, da je filmski trak nesmrten, zdaj pa moramo priznati, da se žal stara, da smo mi tako mislili, zaradi tega, ker smo imeli ta trak tako neizmerno radi, ampak očitno je prihodnost digitalna in seveda tudi zgodovina slovenskega filma mora čim prej postati rešena, prenesena v ta digitalni svet.